V tem tednu so se pri nas že sprostili številni ukrepi za zajezitev virusa. Tako so vrata med drugim odprle knjižnice in druge ustanove, kjer so doma kultura, umetnost in znanje. Zdaj lahko tudi že čisto od blizu najdete navdih za kakšno domačo poustvarjanje umetnin, kot sem jaz naredila to. Ste prepoznali kofetarico in upam, da tudi muco maco. Umetnin in drugih razstavnih predmetov pa si ne morete ogledati, če ne upoštevate zaščitnih ukrepov. To je Narodna galerija. Več kot 100 let je v njej mogoče občudovati umetnine, ki so na slovenskem ozemlju nastajale od srednjega veka. Preživela je več političnih režimov, srečno prestala tudi vojne razmere, klonila pa pred koronavirusom, ki se mu še vedno prilagaja. Označili smo distanco med osebami, ki čakajo na prijem vstopnice pri blagajni. Poskrbeli smo za razkužila, zagotovili smo tudi pregrado med blagajno oziroma muzejsko trgovino in obiskovalci. Galerija zaživi šele, ko vanjo vstopijo obiskovalci in že po prvi uri odprtja je Kofetarica, ena od njihovih najbolj prepoznavnih slik, imela prve občudovalce. Sem včeraj gledala učni list od hčere, ki je v 2. razredu in je pisala za torek obisk Narodne galerije. Me veseli, da smo prišli, čeprav sem vmes ugotovila, da je bil mišljen ogled prek spleta. Z nestrpnostjo čakajo še več ljubiteljev umetnosti, ki bi si razstave ogledali v živo. Naenkrat jih zdaj, glede na velikost soban, lahko sprejmejo 235. Samo nekaj korakov stran stoji Moderna galerija. Veseli bodo, če svoj obisk pri njih najavite po telefonu, si pa boste morali tudi tu razkužiti roke in nositi masko. Ne sme stopati skupaj več kot 3 v skupini, med njimi mora biti 2 metra razdalje. Prirodoslovni muzej, se ga spomnite. Tu je okostje mamuta, dotikanje razstavljenih predmetov, ki niso za steklom, je dovoljeno, igrate se lahko v tej peščeni obali, ko virusa ni. Zdaj trak opozarja, roke v žep, brez dotikanja. Precejšen del muzeja je oblepljen z temi rdečimi trakovi, pa nekaj, predmetov za otipavanje smo umaknili v skladu s priporočili. Kar 51 dni je bilo v Ljubljani zaklenjeno grajsko dvorišče. To je razgled na naše glavno mesto, ki navadno privablja množice, tudi številne tuje turiste. Ob našem obisku ni bilo tako. V teh dneh je še dokaj mirno, še posebej, ker smo bili na gradu v zadnjih letih vajeni preko 1 milijon obiskovalcev letno. Povedano drugače, če bi se na grad povzpeli samo Slovenci, bi ga vsako leto obiskala več kot polovica, toliko ljudi je to. Bi pa trenutno morali na grad peš. Vzpenjača namreč na grajski hrib še ne vozi.